Kaj se skriva za čustveno zaprtostjo? Kaj se v bistvu dogaja, če smo čustveno popolnoma zaprti in nedostopni? Tle bi rekel, da gre v bistvu za kombinacijo večjih dejavnikov. Mogoče kot prvi, še posebej recimo pri moških, je lahko ta, da smo prevzeli in zavzeli mišljenjski vzorec, da je s čustvi nekaj narobe, da so čustva slaba, da se to ne spodobi za moške čustvovanje. Verjamemo nekemu namišljenemu mišljenjskemu vzorcu, ki smo ga prevzeli tekom odraščanja. Kot drugi faktor čustvene zaprtosti pa bi rekel, da je to, ker se dogaja v bistvu v naših telesih. Ko govorimo o čustvih, govorim o govorici naših teles. In čustva predstavljajo en velik del energije. Emotion v angleščini pomeni energy in motion, se pravi energija, velika količina energije, ki naj se jo naučimo premakniti in uporabljati oziroma mobilizirati to energijo z namenom, da lahko bolj aktivno zadovoljujemo svoje potrebe, se pravi, da smo lahko bolj proaktivni v tem življenju, da lahko z večjo učinkovitostjo delujemo. In ker je tle zaklenjeno v našem telesu veliko te čustvene energije, se potem bojimo v bistvu vstopiti noter v ta energijski naboj, ker je pač intenziteta enostavno prevelika. In bi potem izgubili nekakšen nadzor. Bojimo se, da ne bomo uspeli sprocesirati te intenzitete čustev. Zdaj bi rekel, da to sta dva poglavitna faktorja. Mogoče kot tretja stvar pa je nek strah prisoten odzadaj, da se bomo v teh čustvih utopili, da bo tle enostavno preveč in se bomo utopili. Spravi, kaj pa lahko povabilo za ljudi, ki so čustveno zaprti, da v bistvu postopoma z nekim sočutjem in z učenjem različnih veščin iščemo stik, si dovolimo čutiti telo, si dovolimo čutiti svoje občutke, si dovolimo priti bolj nazaj k sebi, začutiti to svojo avtentičnost, začutiti to avtentično govorico naših teles. In postopoma potem lahko začnemo s temi občutki in s temi čustvi delovati, lahko začnemo alkimizirati. In za ta proces se lahko uporabljajo različne tehnike. Se pravi, ni treba čustvo samo tlačiti, jih pač zatirati, tlačiti stran, in potem, kar se dogaja, da se potem samo v določenih kritičnih trenutkih se potem aktivirajo oziroma ta čustva sprožijo in določena oseba totalno popeni, se razjezi, se začne kričati, izgubi popolnoma stik s sabo. Čustva se lahko naučimo v bistvu jih obvladovati, jih tudi izražati v nekih primernih okoljih, se jih lahko učimo tudi izražati vsej svoji prvinskosti, vsej svoji avtentičnosti. In to lahko naredimo na tak način, da potem odnosov, ki so nam pomembni, bodisi mogoče osebnih odnosov na delovnem mestu, ne bomo poškodovali. In ne samo, da se jih lahko naučimo izražati, potem se lahko naučimo energijo teh čustev požeti in uporabljati, ker gre to za našo energijo, za našo življenjsko moč, ki jo lahko potem zavestno usmirjamo tja, kamor si želimo. Lahko zavestno usmirjamo v ko-kreacijo odnosov, ko-kreacijo in manifestacijo naših življenjskih potencialov.